Dober dan in dobrodošli na novinarski konferenci nogometnega kluba Domžale, kjer danes predstavljamo novega trenerja članskega moštva. To je postal Simon Rožman, ki bo na tem mestu zamenjal Luko Elznarja, ki je sporazumno prekinil pogodbo z Domžalami. Jaz bom prvo kar predal besedo športnemu direktorju, gospodu Mateju Uražmu, da malce pojasni ozadje te spremembe. Dobar dan, lep pozdrav. V zadnjih nekaj dneh se je ta zadeva odvijala. Mi smo z Lukatom govorili, njemu tudi dovolili, da je stopil v kontakt z nekim drugim klubom in se je z njimi načeloma tudi dogovoril. Mi smo to njegovo željo spoštovali, z Olimpijo tudi dosegli dogovor in potem tudi z Luko se dogovorili za prekinitev pogodbe. Odločitev o novem trenerju je bila relativno zelo lahka. Že spomladi oziroma pozno po zimi, ko se je Simon nam pridružil, je bil ta nastavek narejen. Mi si želimo nadaljevati tisto, kar je Lukatu uspelo, in to seveda tudi nadgraditi, ne glede na spremembe v igralskem kadru in pa sedaj tudi na trenerskem mestu. Naši cilji ostajajo nespremenjeni. Želeli bomo biti v vrhu slovenskega prvenstva, želeli bomo igrati lep nogomet, atraktiven nogomet in želeli bomo seveda dodajati mlade igralce in potem te igralce tudi tržno prodajati. To nam je do zdaj super uspevalo, tako da na tem mestu tudi zahvala Luki Elznarju za vse, kar je v našem klubu naredil, tako kot igralec, kot trener. Mislim, da brez dvoma lahko rečemo, da je bil eden najboljših igralcev in morda celo najboljši trener, ki je kadarkoli v našem klubu deloval. Simona mislim, da dodatno predstavljati mi ni potrebno. Do sedaj je v klubu upravljal vlogo strokovnega koordinatorja Mladinskega nogometnega centra. Tukaj smo v uvodu v letošnjo sezono naredili velik pozitiven premik, tako da to delo definitivno želimo nadaljevati. Seveda pa je več kot jasno, da je pravi človek za to nalogo in ima naše polno zaupanje že od današnjega dne dalje, ko bo popoldne odvodil tudi prvi trening. Hvala lepa. Še novi trener, gospod Simon Rožman, čestitke. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Jaz bi se v prvi vrsti zahvalil predsedniku, upravnemu odboru in tudi športnemu direktorju za zaupanje. Nekako moja odločitev je bila po eni strani zelo lahka, po drugi strani pa tudi težka. Zdaj, zakaj je lahka? Prva zadeva je ta, da je klub izjemno dobro organiziran, sama organizacijska struktura kluba mislim, da je na najvišji ravni v Sloveniji. Druga stvar je, bom rekel, ta sistematika dela, ki je klub, ki deluje na dolgi rok, ki ne deluje, bom rekel, čustveno na podlagi emocij, ampak na podlagi, bom rekel, nekih racionalnih argumentov, športnih argumentov, poslovnih argumentov in tako naprej. Tretja stvar, zakaj je bila moja odločitev lahka, je absolutno kvalitetni igralski kader. Igralce zelo dobro poznam, saj sem praktično nekako v zadnjih 6 mesecev sodeloval nenehno v prvi ekipi, tako da tudi nekih, bom rekel, skrivnosti ni. In kot zadnje, sigurno, bom rekel, potrditev te moje lahke odločitve je bila, so ti odnosi v klubu. Moram reči, da od prvega dneva sem bil zelo lepo sprejet, nekako vrednote rumene družine, znotraj katere pač tvorimo vsi ljudje, ki smo vsakodnevno tu, bom rekel, so na maksimalnih možnih kazalcih, tako da iz tega vidika je bila, bom rekel, moja odločitev zelo lahka. Po drugi strani je pa nekako moj trenerski kolega Luka postavil zelo visoke standarde trenerskega dela in jaz verjamem, da lahko, bom rekel, to delo nadaljujem in mogoče še v nekih segmentih dodamo nekaj svojega. Tako da iz tega vidika dejansko, kar se tiče moje odločitve. Kar se tiče kluba, je že športni direktor omenil, da cilji ostajajo nespremenjeni.
pomeni absolutno vključevanje mladih igralcev. Zdaj sem dobro spoznal nogometno šolo, daleč najboljša v Sloveniji. Totalna sistematika dela pomeni, že zdaj smo imeli od članov, ali pa če tako rečem, od vhodnega kadeta do članov je zadeva kristalno jasna. Mislim, da smo edinstveni na tem področju v Sloveniji in absolutno verjamem v fante, ki prihajajo, da bojo lahko zapolnili vrzeli v članski ekipi. Se pravi, da izkoristimo ta potencial, ki ga imamo. Druga stvar, nekako igralcem obstoječim želim pomagati v njihovem razvoju. Jaz verjamem, da jim lahko dam še mogoče kak kamenček v njihov igralski mozaik. Tretja stvar, navijačem nekako obljubljam, da jim na tribunah ne bo dolgčas, verjetno me poznate že iz katerega predhodnega kluba. Sigurno jim bomo želeli ugajati. Jaz verjamem, da je domžalska publika po eni strani zahtevna, po drugi strani pa zna ceniti pošteno delo in bom rekel neko energijo na igrišču, ki tako se neko obljubljam, da se bo videla vsako tekmo. Tako da, to na kratko. Hvala lepa. Vaše vprašanje? Gospod direktorja, je bila to klasična prekinitev pogodbe trener kluba ali je to Olimpija ste zahteva kako nadomestilo mogoče za trenerja? Dogovorili smo se za določeno nadomestilo, ki pa ni takojšnje, ampak je v obliki določenih bonusov skozi časovno obdobje, kolikor bo Luka z njim uspešen. Za trenerja, kakšno je bilo vajno sodelovanje z Luko zdaj v 6 mesecih? Jaz mislim, da je to en edinstven primer v Sloveniji, da lahko kakorkoli dva trenerja, ki sta bila deležna prve lige, da lahko sodelujeta. Moram reči, da od prvega dneva smo si postavili zelo jasne kompetence, cilje in moram reči, da je baziral dejansko na totalni profesionalnosti, določitev, kdo kaj določa, se pravi odloča glavni trener, v smislu trenažnega procesa, strokovnosti in tako naprej, pa mislim, da smo naredili eno fantastično delo v sistematiki dela, v spremembi načina treniranja in tako naprej. Tako da bom rekel, zaenkrat do zdaj je bilo zadeva zelo korektna, mislim, da na najvišji profesionalnem nivoju in jasno z točno določenimi kompetencami. Mislim, da je to bil uviden tu že v zadnjem času. Vas je upošteval na svete, je bilo te ravno. Še enkrat, nekako vsi smo, kot je Luka na prvi tiskovni konferenci rekel, da bomo dali vse te egote na strani in bomo gledali samo dobrobit kluba. Zdaj, kaj je kdo prinesel, mislim, da je nesmiselno govoriti, sigurno pa smo verjetno kakšno stvar se skupaj odločili, ki se je že pokazala, bom rekel, za dobro. Mislim, da evropska sezona je bila super, tudi ta začetek prvenstva mislim, da je bil zelo soliden, tako da jaz upam, da bomo lahko v tej miri nadaljevali. Zdaj, Luka bo nadaljeval kariero v Olimpiji. Kakšna je bila vaša vloga pri tem? Tudi vi ste bili nekajkrat omenjeni v preteklosti kot kandidat za trenerja Olimpije. Je tudi kaj na tem? Jaz konkretno z strani Olimpije nisem imel nobenih stikov, tako da tudi ta zadeva je prišla, bom rekel, zelo na hitro. Včeraj smo se z Lukom o tem pogovarjala, kaj, na kakšen način, kdo, zakaj in tako naprej. Jaz sem mu zaželel srečo, tako kot on postfestno potem meni, tako da jaz konkretno nisem imel z Olimpijo nobenih stikov. Sestava strokovnega vodstva, vaši sodelavci so že znani? V tem trenutku, bom rekel, smo v fazi pogajanj, sigurno oba sodelavca, se pravi trener vratarjev in kondicijski trener ostajata, medtem ko je pa hkrati z Lukom Tomačev tudi njegov prvi pomočnik, tako da nekako smo v pogovorih in sem dobil tudi iz strani kluba proste roke, se pravi pri izbiri prvega pomočnika, kjer pa tudi mislim, da bo zadeva zelo hitro stekla, ker sem imel človeka, kateremu sem maksimalno zaupal, ki je pokazal lojalnost, strokovnost, tako da tukaj mislim, da smo tudi zelo hitro dogovorili. Ko je pa zdaj s tem, mislim, da je mogoče to razumel z mestom, ki ga zdaj trener, z strokovni koordinator, da ste iskali novega tle, ali te znotraj kluba našli rešitev? V prvi fazi bomo poskušali rešitev iskati znotraj kluba. V nekem delu si vseeno želimo, da bi Simon ohranil del vse nadzorstvene funkcije v tem delu, ampak bomo si pustili nekaj časa,
da vidimo, kako zadeva funkcionira, ker sistem je zdaj upeljan, zdaj velika večina dela je opravljenega in je zdaj vprašanje, rabimo zdaj točno določeno osebo za prav to funkcijo, ker je glavnina dela saj za to sezono opravljena, seveda potem za naslednjo bo pa treba verjetno spet pluniti v roke. Bil pa Simon pripeljan v klub kot bodoči trener, ne? Mislim, zelo nehvaležno je v tistem trenutku to govoriti, seveda ta načrt je bil, vsi se zavedamo kvalitet trenerskih, ki jih Simon ima in definitivno je bil to eden izmed ciljev tega sodelovanja, da v trenutku, ko bi Luka si našel nov izziv, prevzame tudi mesto vodenja prve ekipe, kolikor bomo videli, da smo kompatibilni, kolikor je on z nami zadovoljen, kolikor smo mi z njim in iz naše strani smo absolutno maksimalno zadovoljni in mislim, da se je, če je bilo potrebno, da se to zgodi in da smo prisiljeni v menjavo trenerja, v bistvu, da je timing idealen, ker smo na področju mladinske šole zadeve res dobro uredili in sistemizirali. Obenem se pa Simon spoznal ekipa s Simonom, tudi vsi ljudje v klubu in bo ta tranzicija, tako kot je bila pri Luki, ki je prišel iz položaja pomočnika trenerja, verjetno veliko lažje, kot če pride nekdo popolnoma nov.